Pozdravljeni v Posavskem obzorniku. Za člane 3 družin iz Vrbine v Krški občini je bil pred dnevi pomemben trenutek, saj se je uresničil dogovor o preselitvi, ki so ga pred 5 leti predlagali krajani sami. Gre za projekt, v katerem je lokalna skupnost s partnerji uspešno sledila pričakovanjem prebivalcev Vrbine in zagotovila možnosti za ugodno rešitev njihovih zahtev. Župan občine Krško Miran Stanko, direktor Gen energije Martin Novšak in predstavnica prebivalcev naselja Vrbina Ana Pajič so prerezali trak nove stanovanjske hiše na poti na Črnile v Leskovcu pri Krškem. Ključ novega doma so tako prejele prve 3 družine. Razmišljanje o tem, da moramo iz Vrbine, sega že v leto 1974, ko se je začela graditi nuklearna elektrarna Krško. Od takrat so se začela prvi razgovori in prva razmišljanja, konkretneje pa smo to udejanjili za Gen energijo od leta 2007. Odločitev seveda je bila težka. Vaščani, posebno starejši, so se težko odločili, da se preselijo, ampak nekako z skupnimi razgovori, z skupnimi željami smo tudi to dosegli. Mi smo že nekaj let prej želeli, da uredimo naselje, da uredimo vas, seveda z pomočjo občine in tako, kot se vsa naselja urejujejo iz občinske strani. Tega posluha nekako ni bilo. Zdaj razumem, zakaj ga ni bilo, ker ta kraj je bil namenjen za razvoj industrije. In mi smo bili kot neki črviček sredi industrijske cone, ki ne spadamo nikamor. In smo to začutili, smo sami, seveda sami dali pobudo, dobro, nas pa dajte izseliti, če druge možnosti ni. Gre za prostor, ki je bil že z državno zakonodajo izjemno omejen. Ni bilo možno graditi, ni bilo možno umeščati nobenega razvoja, zato je bila pravzaprav ta rešitev, ki se je ponudila nekako s vstopom družbe Gen energija, idealna tudi za rešitev njihovih problemov. Dogovor o preselitvi so aprila 2007 soglasno podpisali krajani Vrbine, občina Krško, Gen energija, nuklearna elektrarna Krško in Agencija za radioaktivne odpadke. Ni bilo lahko, ampak lahko rečem, da sem imela srečo, da so bili pravi sogovorniki, če lahko rečem za prejšnjega župana tudi, ki je le bil tisti, pravzaprav, da je sprejel to ponudbe, poleg nuklearke in Gen energije in naravo, ki smo se takrat dogovarjali. Podpisniki so v dogovoru soglašali, da se območje naselja dolgoročno uporabi v energetske namene ter za zaokrožitev poslovne cone Vrbina in tehnološkega parka. Gre za kar nekaj hektarov zemljišč, tako kmetijskih kot seveda tudi stavbnih, v poslovni coni Vrbina, ob sami naši poslovni in pa informacijskem središču, in pa tudi za področje bodočih možnih objektov, predvsem izgradnje odlagališča in pa možnost izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. In Gen energija je videla v tem prostoru seveda svoj dolgoročni poslovni interes. Nenazadnje smo se tudi preselili v Vrbino, kar kažemo v praksi, in pa seveda dolgoročni cilj, da pridobimo zemljišča v okolici energetskih objektov za našo dolgoročno uporabo. In želimo si uporabiti zemljišče v prvi vrsti sedaj za nadomestna zemljišča povezana z izgradnjo radioaktivnega odpada in kasneje tudi za izgradnjo potrebnih objektov za pripravo na drugi blok. Po pogovorih z družinami sta občina Krško in Gen energija leta 2008 sklenili sporazum o zagotavljanju nadomestnih zemljišč in nadomestnih gradenj. Gradnjo je prevzela Gen energija. Gre za pravzaprav 11 družin, oziroma 14 družin, 11 hiš, ki jih priseljujemo v nove objekte ali pa nadomestne objekte ali v stanovanja in tudi kmetije. Poleg prvih 3, ki so ključe svojih stanovanjskih hiš prevzele minuli teden, se jih bo 8 preselilo v naslednjih 2 mesecih, 3 pa v drugi polovici prihodnjega leta. 5 družin bo prebivalo v Leskovcu pri Krškem, 4 na poti na Črnile in 1 na Gmajni, 4 družine v Krškem, 2 v Dolenji vasi, preostale 3 pa na Jelšah, na Gori in v Kostanjevici na Krki. Bomo skupaj še z temi 2 hišami v naslednjem letu vložili preko 4 milijonov evrov v nadomestne zgradnje in pridobili približno 10 hektarov zemljišč. Občina Krško je v prvi vrsti sodelovala pri iskanju primernih nadomestnih lokacij. Potem pri sami ureditvi oziroma prostorske ureditvi, umestitvi teh objektov in pa seveda pri izgradnji kanalizacije oziroma kompletne infrastrukture. Skupno smo vložili okoli 370 tisoč evrov za ta konkreten projekt. Uskladiti se okrog zemljišč ni bil mačji kašelj. Tukaj je bilo potrebno upoštevati prostorske zmožnosti, torej kje je sploh možno, potem pa seveda po drugi strani želje in potrebe samih krajanov,
kje bi kdo želel imeti posamezen objekt. Tako da je bilo tega usklajevanja kar precej. Sama izgradnja je trajala relativno kratek čas, glede na to, koliko je bilo prej priprav. Izvajalski del je prevzel Krški Kostak. Ponosni smo, da smo v zelo kratkem roku kvalitetno uspeli to izvesti in da, tako rečem, zdaj v tem momentu bi se zahvalil vsem našim podizvajalcem, kateri so nas v tem sledili, in pohvalil našega vodjo gradbišča, vodjo tega projekta, gospoda Vinka Gramca. Projekt ni pomemben le za Gen energijo, pravi direktor Martin Novšak. Ampak tudi za Slovenijo, ker bo s tem omogočeno, da dolgoročno uporabljamo te energetske objekte za proizvodnjo električne energije na tem prostoru. Tako da bo sprejemljivo za okolico, dodaja Novšak. November v občini Sevnica mineva v znamenju občinskega praznika in številnih prireditev ter drugih dogodkov v tem sklopu. Na osrednji slovesnosti o prazniku so tako podelili priznanja občine za leto 2012. Najvišje priznanje grb občine je ob 30-letnici sodelovanja pri gospodarskem razvoju občine prejelo podjetje Implet Pletiva. To je nedvomno zelo veliko priznanje za cel kolektiv, sploh pri nas v tekstilni branži, ko so pogoji poslovanja in tudi dela v bistvu zelo, zelo težavni in se v bistvu neprestano srečujemo z takimi in drugačnimi kriznimi situacijami. 30 let sodelovanja z občino pomeni dolgo dobo, pravi Zidarič Kožarjeva. V bistvu je Implet postavljen v vaško okolje, zato je bi rekla, zelo pomembno, da smo kot podjetje dobrodošli v tem vaškem okolju. Tako da še iz časov, ko se je Implet gradil, je neprestano v bistvu bil zelo povezan z kakršnimi koli akcijami, ki so se v kraju dogajale. Še danes v bistvu za kraj zagotavljamo pitno vodo iz naših vodnjakov. Krona uspešnega sodelovanja z občino pa bo skupna čistilna naprava, dodaja Zidarič Kožarjeva. Sicer pa so si zlato plaketo z delom na svojem področju prislužili v športnem društvu Partizan Sevnica. Praktično ena spodbuda za naprej, ker ti športno društvo Partizan se po dobrih 13 letih zopet reformira in postavlja zopet na noge in želimo si doseči ali pa saj pride do neke tiste veličine, kar je športno društvo oziroma telovadno društvo Partizan nekoč pomenilo. To pomeni 400 članov, udejstvovanje tako na kulturnem, športnem kot turističnem področju, in če bomo to dosegli v enem zavidljivem času, roku, 5 let, se mi zdi, da smo na pravi poti, da potem tukaj tudi nadaljujemo. Čeprav na novo oblikovano društvo deluje šele 3 mesece. Smo izdali knjigo in pripravili Sokolski izlet, kar se mi zdi, da je velika pohvala vseh članov in moji mali ekipi, ki je stala za mano. Zlata plaketa je pripadla tudi članom in članicam kulturnega, športnega in turističnega društva Blaž Jurko z Razborja pod Lisco. Ja, to priznanje je dejansko neko priznanje za vse delo, ki smo ga upravljali, za vse tiste prostovoljne ure, za tiste proste ure, ki smo si jih odrekali po eni strani, po drugi strani pa za vse tiste bogate urice, druženja, dogodki. V društvu razumejo to priznanje kot nagrado za zadnjih 10 let dela ali več, dodaja Imperl. V zadnjem letu vsekakor naše delujoče skupine, za tako majhen kraj, recimo 50 nas je v sami vasi, nekje 200 v vseh zaselkih, vse skupaj. Imamo ljudske pevke, imamo moško vokalno skupino, dramsko skupino, 2 folklorni skupini, razborske večere, razne dogodke, turistične prireditve. Skratka, vedno se pri nas nekaj dogaja, in veseli smo, da se je to opazilo. Srebrne plakete so prejeli družina Popelar iz Gornjih Mladetič, Neža Novšak in Vincenc Knez. Župan Srečko Ocvirk je ob tej priložnosti izpostavil, da je eno ključnih načel, na katerih temelji njihovo delo, sorazmeren razvoj občine. Zelo različne so potrebe v vaseh, ki so daleč nekako odmaknjene in imajo svoje lepo naravno okolje, in bistveno drugačne so potrebe tukaj v mestu ali v Boštanju, ki je nekako del mesta postaja, in z definiranjem potreb potem iščemo ta sorazmeren razvoj. Z opredelitvijo potreb lahko potem uravnoteženo vlagajo različna območja in iščejo možnosti sofinanciranja projektov, dodaja Ocvirk. Tako z programov regionalnega razvoja kot z programov razvoja vasi, kmetijskega programa, in na tak način uravnoteženo izvajamo te programe po celotnem območju. Tako so v sklopu praznika sklenili tudi projekt ureditev prometne infrastrukture v Boštanju.
V tej krajevni skupnosti so odprli nove pridobitve, ki bodo korenito spremenile podobo kraja in izboljšale cestno-prometno varnost osrednje prometne žile. Od letošnje pomladi so obnovili in delno razširili 540-metrski odsek lokalne ceste od krožišča pri Imposu do križišča v starem delu Boštanja ter uredili 180 metrov ceste za novo naselje. Oba cestna odseka dopolnjujeta enostranski hodnik za pešce in javna razsvetljava, preuredili pa so še 3 križišča. Krajani menijo, da je bila naložba nujna. Skrajni čas, če ne za drugo so šolarje. Pločnik. To je bilo najbolj pereče, Pločnik, pa tukaj je stala ena hiša, ki je zelo motila, je bilo malo prostora, se ni dal niti križati 2 avtomobila skupaj, ne. Dejansko pomeni pa dejansko za krajevno skupnost Boštanj, predvsem za krajane Boštanja, bi rekel, boljšo pretočnost prometa in pa prvenstveno, kar je najbolj važno, večjo varnost, predvsem učencev osnovne šole Boštanj, naključnih sprehajalcev, nakupovalcev v trgovski coni. Naložba, ki so jo začrtali pred 2 letoma, je znašala 580 tisoč evrov. Ta projekt je bil sofinanciran z Evropskega kmetijskega sklada iz programa razvoja podeželja, dela državnih sredstev iz državnega proračuna in dela proračuna občine Sevnica. V Boštanju si zdaj želijo nadaljevanja projekta z drugo fazo. To se pravi od tega rondoja Teraž do mostu, vključno mostu Podliknik v Grahovici, potem pa druga povezava od Gramata, prometnica s projektom Vreten izvedbo od Gramata mimo osnovne šole do železniške postaje. Idejne zasnove so pripravljene, tudi v prihodnjem letu bomo določen obseg dokumentacije tudi naprej pripravljali in urejali nekatere manjše odseke dograditve pločnikov in cestišča. Zato pa bodo morali v prihodnje pridobiti sredstva za sofinanciranje, saj gre za precejšen zalogaj, dodaja Ocvirk. Ta trenutek iz nobenega razpisa nimamo pridobljenih sofinancerskih sredstev, ob prvi možnosti in priložnosti bomo iskali vire, tako da lahko načrtujemo za nekako v prihodnjih letih, da bomo naprej to cestno mrežo v Boštanju razvijali. Poleg tega imamo pa še velike želje, da bi to seveda pa sega že, bi rekel, na nivo države, je pa dejansko ureditev podvoza na magistralki, bi rekel Zidani most Celje Krško-Drnovo in pa seveda most na Logu. Boštanj je hitro razvijajoče se območje z vse večjo poselitvijo, zato bodo morali odgovoriti na te izzive, poudarja župan Srečko Ocvirk. Ali je Kostanjevica na Krki že turistična destinacija? Na to vprašanje je skušal odgovoriti Janez Bogataj, eden najbolj znanih slovenskih etnologov. Kot pravi, Kostanjevica je na tej poti, sami prebivalci pa morajo začutiti, da je turizem njihova nujna potreba. Vedno se je treba vprašati, kaj določen kraj že turistično definira in kaj treba še postoriti. Kostanjevica na Krki je najbrž najbolj prepoznavna zaradi svoje unikatne lege ob Krki. Potem je gotovo vse to, kar je povezano z umetnostjo v tem kraju. Potem je to gotovo vinogradniška kultura s cvičkom na prvem mestu in kulinariko, ki sodi zraven. Se pravi, to so tiste temeljne značilnosti, potem je tle bližnji krakovski gost, ki je en tak, bi rekel, zanimivo naravno okolje, ki ga lahko Slovenija ponudi z vsemi živimi biti, ki tam prebivajo, se pravi živalskim in rastlinskim svetom. Mislim, da bomo morali prebivalci Kostanjevice spoznati, da je turizem pravzaprav njihova edina možnost, v kateri se bojo lahko našli, ne samo v predstavitvi, ampak tudi v svojem ekonomskem pogledu. To se pravi, določeni, ki se bojo začeli ukvarjati s turizmom, bojo seveda morali od turizma tudi živeti. Bogataj je sicer zelo kritičen do imenovanja Kostanjevice kot dolenjski Benetk. Zakaj sem zelo kritičen do tega? Zaradi tega, ker Benetke so samo italijanske Benetke in mi se moramo vprašati, a mi našo Kostanjevico poznamo do te mere, da jo lahko kadarkoli in kjerkoli postavljamo ob bok italijanskim Benetkam. Torej je neprimerno in s tem dokazujemo svojo nerazvitost, da uporabljamo neko drugo atrakcijo za primerjanje naših kulturnih okolij. Ni to primer samo s Kostanjevico, imamo še nekaj drugih slovenskih krajev ali pa znamenitosti,
ki jim ne znamo razbrati njihove izjemnosti, posebnosti, drugačnosti in predvsem enakovrednosti s tujimi znamenitostmi. Bogataj priznava, da je veliko že narejenega in Kostanjevica na Krki je na pravi poti. Ampak mislim, da najbolj pomembno pri celi stvari je to, da bodo prebivalci Kostanjevice začutili, da jim je turizem ena nujna potreba pravzaprav. Da to ni samo ena skupina ali pa en posameznik, ki pridejo v ta kraj in se sprehodijo pa nekaj fotografirajo, ampak da bodo oni začutili seveda, da imajo lahko od vsakega posameznika ali pa skupine tudi neke ekonomske koristi in da vsi tisti, in to so vsi prebivalci, ki sooblikujejo to turistično podobo, konec koncev tudi za ta turizem nekaj prispevajo, tudi v tem finančno-ekonomskem smislu. Celovito pa bo Kostanjevica na Krki turistično zaživela takrat, ko bodo ljudje znali povezati vse vsebine. Ker če bodo oni živeli s svojim krajem tako, kot je treba, potem bo vsak, ki bo v ta kraj prišel, tudi zadovoljen, bo tudi odhajal iz njega z novimi spoznanji in tako naprej. Eden ključnih elementov pa je propaganda. Danes je tja zelo razpredena prek spleta in ta komunikacijski kanal je treba izkoristiti, poudarja Bogataj. Časi prospektov, plakatov in podobnih stvari so minili, na vse zadnje so zadnja leta prospekti postali eno sredstvo onesnaževanja, tudi ne, se ljudje jih malo prelistajo, potem pa zavržejo in bolje nekaj dreves ohraniti, kot pa iz njih izdelati papir za prospekte. To se pravi, moramo uporabljati druge načine, predvsem nove medije, predvsem pa še nekaj, tudi na propagandnem področju moramo ugotoviti, kateri je tisti glavni vizualni motiv, ampak ne v smislu lepe fotografije, v smislu vsebinsko močne fotografije. In ta fotografija more pri potencialnem turistu vzbuditi slo, da čim prej obišče Kostanjevico na Krki. In pričakoval, da v teh uličicah in med hišami na otoku sredi Krke spozna, odkrije celo vrsto vrednot, posebnosti, kulture, življenjskih slogov ljudi, ki tukaj prebivajo. Zato menim, da je eden od osrednjih motivov propagande Kostanjevice prav letalski posnetek oziroma pogled iz zraka, iz balona recimo, ali pa iz letala, ali pa iz helikopterja, to zdaj sploh ni važno. Posnetek, ki vzbuja pri vsakem gledalcu ravno to, da komaj čakaš, joj, tukaj pa moram videti od blizu, kaj se pa tle zdaj dogaja. Predavanje profesorja Bogataja je sodilo v porazstavni del programa Kostanjevica na Krki, obrazi arhitekturne dediščine, ki ga bodo nadaljevali tudi prihodnje leto. Brežiški atleti so končno dobili svojo dvorano za zimsko vadbo. Občina jim je namenila balon pri osnovni šoli in financirala potrebno preureditev. Atletski klub Brežice deluje že 34 let. Zaradi vrhunskih dosežkov so atleti dobili stadion, tako da imajo dobre pogoje letne vadbe. Po zimi pa so gostovali po trgovskih centrih. Najprej v Intermarketu, nato v prazni blagovnici. Dan, ko so uradno odprli prenovljen balon, je bil zanje praznik. Mogoče imam to srečo, da sem bil eden od začetnikov v tem klubu, ko nas je pokojni ustanovitelj kluba Polde Roman zbral na atletskem stadionu in smo začeli z atletko. Na začetku so to bili sila skromni pogoji, rezultati so bili temu primerni, vendar skozi ves ta čas smo se razvijali. Razvijali smo se kot atleti, rezultati so s tem rasli in do konca smo res prišli na tisto, kar so vsi sanjajo, do olimpijske zlate medalje. Danes smo ponosni na to, kar smo naredili, vendar v klubu čutimo odgovornost do mladih rodov, da njim omogočimo boljše pogoje za delo. Včasih smo rekli, ko smo še v Intermarketu trenirali, v starem shopping centru v Brežiškem, smo rekli, da imamo tam tovarno atletov, tako da smo se dostakrat pohecali in upamo, da bo tudi tukaj podobno, da bo še več mladih lahko šlo po naših poteh, poteh Primoža, Barbare, Roka Držanča, ki so v bistvu živeli in še živijo svoje sanje. Zelo smo veseli, da smo končno dobili tudi mi eno dvorano, mislim, da je zelo lepa, da jo bomo znali izkoristiti. Hvala za to. Ja, vsekakor je očitna razlika, atleti smo veseli, da smo dobili ta objekt. Velika pridobitev, predvsem za
vse skoke in pa za otroke. Tako da jaz prepričan, da se obeta brežiški atletiki svetla prihodnost. Klub, ki je valilnica odličnih atletov, je vztrajno iskal svoj prostor v Brežicah. Vse sorte variant smo že probavali in situacija je bila pač takšna, da se je naposled le našel ta prostor, kjer lahko bomo vadili. To je tole pokrito rokometno igrišče staro in imeli smo srečo, da je pač občina postavila tudi novo športno dvorano in so se rokometaši preselili in so z veseljem nam odstopili to dvorano, tako da smo se zdaj uredilo v atletsko dvorano in mislim, da imamo zelo dobre pogoje za naprej. Njihov klub je v Posavju najštevilčnejši. Članov imamo zdaj kar precej, no, zdaj spet letos se je spet ta članstvo zvišalo. Tako, imamo 8 skupin, vse skupaj bi nas pa bilo tam prek 150-160. Zdaj rednih je seveda malo manj, ne? Ampak imamo pa vse sorte, imamo v bistvu državne reprezentante, ki se udeležujejo teh rednih tekmovanj v Sloveniji in po svetu. Drugače pa imamo te člane, ki pa so šele začeli in se uvajajo, te se kličejo, pač te imenujemo, da so v atletski šoli Brežice, za katero sem tudi jaz zadolžen in smo navdušeni, no? Navdušeni smo nad mladimi, ki prihajajo in delali bomo še naprej, trudili se bomo. Ja, občutki so super, zdaj vem, da bomo lahko čez zimo pač uspešno trenirali in napredovali, kar v bistvu v prejšnjih prostorih nismo mogli. Letos oktobra sem skočila državni rekord za skok s palico za pionirke, 3,41 metrov. Ja, tako da je lep rezultat. Občina se je prav zaradi podmladka odločila, da si atleti zaslužijo svoj dom. V urejanje balona so vložili 31.000 evrov. No, jaz moram povedati, da sami stroški pri urejanju niso bili tako veliki, šlo je za 30.000 evrov, ki smo jih naredili. Bolj pomembno je to, da smo se v Brežicah odločili, da bomo ta dvorano namenili samo za atletiko in enostavno več ni primerna za druge športe. Zato treba povedati, da bojo to kar precej veliki stroški skozi celo leto za vzdrževanje in približno toliko bo sedaj na letni ravni. Vendar ne glede na to, jaz moram reči, da s tem, ko smo zgradili novo športno dvorano in ko so se zgradile 2 telovadnice, je sedaj dosti prostora za ostale športe in čas je bil že tudi, da dobijo atleti samo svoj dom. Tradicionalna, vselej dobro obiskana kulturno-etnološka prireditev, ki je potekala v sklopu sevniškega občinskega praznika, je martinovanje na Studencu. To je letos vnovič privabilo množico obiskovalcev. Osrednji del studenškega martinovanja je povorka. Praktično smo se predstavili z vsemi opravili in početjem, ki ga vinogradniki počnemo skozi se leta. Povorke se čedalje več vinogradnikov in vinogradnic udeležuje in tudi gledalcev je, hvala Bogu, čedalje več. Tako da se imamo komu pokazati s tem našim jesenskim pustom in s tem povorkom in s prikazom del in s temi dejavnostmi, ki jih počnemo skozi leta. Obiskovalci so imeli kaj videti. Danes smo pripravili vam prikaz beljenja kolov, potem prikaz špričanja, na naslednji prikolici je prikaz sajenja trsov, ter v zadnji prikolici imamo škropljenje pa vezanje trsov. Pa mladi to obvladajo? Smo nekako se mogli naučiti, čeprav so nam starši malo pomagali, da smo pogruntali te tehnike, ampak bo šlo. Predstavljamo oberato, zdaj bomo potrgali, zmleli, sprešali, pa speli. Obiskovalci so si ogledali tudi izdelavo soda. Da dobro to treba dobro lec, suho, da skupaj drži, da se ne razteši. Ja, izdelava je pa 5 do 7 dni. To je zdaj že bolj kot ne pozabljeno opravilo. Zdaj se že nehal, da mi še skupaj naredimo kakega malega, pač pa ne delamo več. Se nas plače, je predrgov to pride, pa tu naročila ni več. Najlepši dogodek pri vseh opravilih pa je seveda likov. Karkoli na kmetih počnemo, ali v vinogradu, če smo zdaj pri vinogradništvu, na koncu, ko se dela končajo, je vedno likov. In tu so ženske že od nekdaj, stoletja se to dogaja v naših krajih, ko se delo v vinogradi zaključi, brez likov pa ni nič. Namis mora biti jest, mora biti pit, veselje mora biti dobra volja in zadovoljstvo. Likov se pa pri nas konča tako, zgolsko tudi, to je pa etak. V Društvu vinogradnikov Studenec so v sklopu martinovanja pripravili ocenjevanje mošta, kulinarično razstavo Aktiva žena Studenec ter pester kulturni spored z blagoslovom mladega vina in veselico. Martinovanje je zanje pomemben dogodek. Hkrati ga pa izkoristimo tudi za promocijo, ker
vinogradništvo in vinarstvo brez promocije in brez poznavanja ljudi, da nas poznajo, ne pelje nikamor. Veseli dejstvo, da so v pripravo in izvedbo martinovanja vpeti številni mladi. Mladi sodelujejo tudi pri organizaciji ocenjevanja, pri povorki, na pohodih in vseh ostalih stvarih in tudi tekmujejo že v svojih vinogradih in s svojimi vini, ki jih pripravljajo. Fantje, ki so nekako takrat, ko praktično se je društvo ustanavljalo, so hodili še v osnovno šolo, danes že tekmujejo svojim vinom in ga že skletarijo. Mošt, ki obeta odlično vino, je blagoslovil studenški župnik Anton Bobič. Spremljali ste Posavski obzornik, nasvidenje spet čez 14 dni.